Kako sem tole dobila? New device exclusive. Claim 50 giga na cloudu. Nice. Glihkar sem si upedenala mojo novo Huawei tablico, katere review bom naredila na mojem kanalu najverjetneje kmalu. In sem jo hotela povezati s cloudom in sem dobila še 50 giga podatkov na cloudu. Jej! Kakorkoli živijo, dobrodošli v nov tehnološko obarvan video. Danes delam, kaj je na mojih Huawei napravah. Ja, Huawei-a zdaj uporabljam že kar nekaj časa, odkar sem naredila review na mojem kanalu in sem se kar že fajn navadila na njega. Ogromno je bilo vprašanj, kaj imam jaz na tem telefonu. Dolgo pričakovani, kaj na mojem Huawei P40 Pro je tukaj. Zdaj pa, tukaj je moj home screen. Tukaj imam jaz moj prvi screen, oziroma ne, sorry. Ta je moj prvi screen, ta je boring, ta sploh ni zabaven. Enostavno pač ura, pa še ena ura, pa nastavitve, pa orodja, ki pač so različna orodja, ki jih mogoče rabiš, veš, kalkulator, vidiš, to so zelo zapletene enačbe, ne vem, vreme, itd. Mirror, špegel. Ok. Malo se mi je že make-up. Ok. Cool. Potem pa imamo App Gallery. V App Galleryju se najde vse sorte. Jaz sem valjda iz App Gallery. PixArt nimam. WTF? Mi slučajno še kaj fali? Tinder. Volta ne morem imeti zaradi tega, ker nobeden ne dostavlja v Novo Gorico. Tako da, ja. mBills še moram naložiti. Se je zdaj res že nekaj časa uporabljam tale telefon, ampak tule sem zdaj opazila, da so te aplikacije, ko jih pa še nimam. Če rabite kakršnokoli aplikacijo, se gre tukaj na App Gallery, poiščeš in naložiš in imaš gor. To je to. Simple ka pasel. Dol spodaj imamo koledar. Jaz res rabim, oziroma ne koledar, urnik. Jaz res rabim urnik, zaradi tega, ker sem ful pozabljiv človek in je ful fajn imeti nekaj, da me pač stalno spominja, kaj še moram danes narediti. Kakor lahko vidimo, danes piše, da moram še objaviti Vlogmas. Jej. Potem pa imamo na naslednji strani, imamo pa take malo bolj zabavne aplikacije. Najverjetneje veste, da sem jaz ful obsedena s podcasti, jaz jih poslušam kadarkoli, ne vem, kadar kuham, kadar se vozim, kadar pospravljam, kadar se umivam, dobesedno skozi poslušam podcaste. Moj trenutno najljubši podcast je valjda Ear Biscuits, skozi poslušati. Jaz sem obsessed z Good Mythical Morning. Ful priporočam ta podcast, ker sta pač ful zabavna in I love them so much. Gremo naprej na naslednjo aplikacijo. Naslednja aplikacija je moja aplikacija za muziko, to je Deezer. Kakor lahko vidimo, jaz sem pač true to myself in sem valjda iskala Queen nazadnje. Tukaj res lahko najdeš vse za svoj okus. TikTok hits. Kako cute! Jaz pa sem muziko poslušal, res ne gledam zraven grafik, but that's cute. Pač zadnji sneži. Tu pa neko, ni božična pesem. V glavnem lahko najdete kakršnokoli playlisto. Če boste mogoče kdaj hoteli, lahko posnamem celo video o mojih playlistah, kako muziko jaz poslušam, ker se mi zdi, da imam dosti tak nenavaden okus. Jaz ful poslušam stare muzike, iz 70-ih, iz 80-ih, tako da dol spodaj komentiraj, če hočeš videti tak video. Naslednja aplikacija je T2 TV2Go, kjer lahko pač najdeš vse vsebine in pol gledaš na telefonu, televizijo. Mila s Tomažem, da predaj gledamo v posli, ker se nama ne da več biti na kauču, tik preden zaspima, pač gledamo kaj. Slovenski filmi. Zdaj si lahko izberem film, ko ga ima danes gledala. Tomaž je obseden s slovenskimi filmi. Kekec. Sreča na vrvici. In naslednja aplikacija je 14ur.com. Ne Tomažu povedati, da kdaj pa kdaj pričekiram novice, ker zdaj smo pač kao, da mi dva tega ne gledamo, ampak jaz priznam, da se včasih kaj preberem, zaradi tega, ker je pač pametno vsaj malo stati na tekočem s tem, kar se dogaja, ampak itak vem, da on tudi bere. Mislim, vem, Tomaž, poznam te. Potem imamo seveda en search bar, kjer pač lahko jaz poiščem karkoli. Tukaj lahko vidite zadnje stvari, ki sem jih iskala, ker pač sem hotela spremeniti zadje in sem ga. Zdaj imam, vidiš, tukaj imam to lepo zadje. Potem imamo PixArt, kjer pač, ko sem ga glihkar naložila, tako da nisem še prijavljena, ampak ja, pač ful rada ustvarjam tako manj slikami. Imamo tudi mBills, ker sem se odločila, da se bom pač registrirala na mBills, ker bom imela še to kartico, tako da sem si tudi to aplikacijo dol naložila, tako če vas slučajno zanima. Ja, tudi mBills ima svojo aplikacijo za Huawei. Naslednja aplikacija je Huawei Maps. Pač, zemljevidi. Kakor lahko vidimo, trenutno sem v Novi Gorici. Nice. Poiščeš, kam bi rada šla. Danes bi rada šla, marsikam bi rada šla, v London. Kako dolgo bo trajalo, da pridem v London? Sploh ne more izračunati. Ne sedi, lej, šlo je. V 20 urah in 54 minutah bi bila v Londonu.
predvidevam, da to z avtom. 1847 km. Start. Opozorilo me je, da moram varno voziti. Da vidimo, kakšne so kaj ceste. Tule bo nek zastoj, v Milanu bo zastoj, ampak potem naprej bo pa kar v redu cesta. Ja. Ne bom mogla iti v London. Starting navigation. At the roundabout, take the third exit. Naslednja aplikacija je e-hrana, kjer v bistvu pač napišeš, kje si doma. Zdaj valjda ne bom vam izdala mojega naslova. In potem on najde, kjere so restauracije, ki dostavljajo do tebe. Jaz nimam neki ful veliki zbire, ker sem pač v Novi Gorici. Ampak ja, midva s Tomažem pogosto naročima, sicer smo si dala novoletno zaobljubo, da po novem letu ne bomo več tok, ker bi rada pač malo bolj zdravo jedla in malo več kuhala, ampak najverjetneje bomo vseeno vsaj enkrat na mesec še vedno uporabljala e-hrano. Potem imamo Viber, kako vi rečete, kjer v bistvu kličem Tomaža. Basically, to je to. Jaz nimam frendov. Dajmo ga poklicati pa ga vprašati, da je prije domov. Zdaj se pa javo ne bo. Reci, piskače. A boš povedal, kolikrat uporabljaš tole mojo tablico? Ja, zadnje čase vsak dan. Moja je. Zdaj sem spremenila ozadje. Oj, to po novem letu ne bo več. Zakaj? Ja, ti kar pridem zdaj. No, deluje. Rate call quality. Excellent. Ok, naslednja aplikacija je najhujša aplikacija na svetu, ker jo skozi uporabljam in sem low-key obsedena z njo. TikTok! Zakaj sem pa v settingsih? TikTok! Jaz skozi visim na TikToku, ful je bolano. In res bi rada se bolj posvetila temu, da delam TikToke, ne toliko, da jih gledam, zato da se vsaj počutim produktivno. Ampak mislim, da to ne deluje, ker itak lahko pač preživim po moje ne 4 ure na dan skozi sam na TikToku. Jaz res nisem dober zgled, kar se tega tiče. Nope. Ampak pejte me followati na TikTok. Naslednja aplikacija je full random. Full random, ampak ja, tu smo se neki zafrkavali. To je en tak inside joke, ampak z mojo prijateljico Eleni si ful rade pošiljamo take slike in pač ful random stvari si pošiljamo, ampak Leonardo. To je pa Matjaževa najljubša. Torej, gremo naprej. Tule imamo spet, zakaj pa se to ni shranilo? Evo. Pač ja, od Deezerja in widget, zato da pač taka hitrej spreminjam komade. Naslednji screen je pa tak malo bolj poslovn, malo bolj take resne stvari so noter. Moj mail, kjer pač imam moje maile. Imam tako službo, kjer moram biti dosegljiva bolj kot ne 24/7 in zato je pač najlažje, da imam kar tukaj mail in lahko kadarkoli osvežim in pogledam. Aplikacija za moj A1, kjer pač skrbim za svoj telefon oziroma za svoje mobilne podatke, predvsem, ker jih ful veliko porabim. NLB Clickin, ki je tudi pomembna aplikacija, če pač hočete slediti svojim financam, če pač hočete vedeti, koliko zapravite. Ponovno bom imela še M-Bills, ampak od nekdaj sem že na NLB-ju in tukaj tudi lahko vidiš, koliko denarja si porabil, koliko denarja še imaš, koliko denarja še pač rabiš, itd., koliko denarja si zaslužil, predvsem to je najbolj zaželjena informacija. In pa zadnja aplikacija, ki je Docs, kjer pač v bistvu lahko pogledamo vse fajle, če kaj dobim za službo, da imam pač fajl za prebrati, za kaj za odpreti, je najlažje, da imam kar to in pa se fajli normalno tam odprejo. To pa mislim, da to za moj telefon, oziroma ne, ja, pač dol spodaj imam še normalno galerijo, kjer imam ful enih random fotk. Kaj dejansko zanimivega tukaj. Različni moji fotoshootingi, pa TikToki, ko sem si jih shranjevala, pa ko smo s Tomažem bila v Gardalandu. By the way, quality teh fotk je meni amazing. Tam je po moje najljubša. Kako pogrešam hoditi ven. Rada bi šla še enkrat. To je z Tomaževo osličko. Kaj še imamo? Teh je milijon zdaj. To sem zdaj selfije delala. Very nice. Ogromno selfijev. Preveč, če mene vprašaš. Ampak ja, to sem jaz. Wow, ok. Veliko je tega. Bomo raj to zaprli. Torej, to je to za tale telefon. Enkrat bom naredila celoten in-depth review tele tablice, ker imam zraven še tale svinčnik. To pa je zaenkrat to. Upam, da ste uživali v tem videu, da ste končno videli, kaj imam jaz na svojih Huawei napravah in mogoče ste dobili še kako idejo, kaj lahko imate še vi. Tudi, če vas karkoli zanima od teh stvari, lahko vse najdete na Huawei App Gallery. Na Huawei App Galleryju se najde tudi ogromno enih lokalnih aplikacij, se pravi slovenskih aplikacij, kakor ste lahko opazili, tako da res je good job, Huawei. To pa je v glavnem to za celoten video. Če vam je bil všeč, podajte en like, subscribite se dol spodaj na moj kanal in lepo se imejte in veliko se smejte. Pa se vidimo naslednjič. Pa se vidimo dejansko drugo leto. Čau!